Današnji jutranji VIP gost, nekoč tudi domačin, še vedno pa glasbenik, ki je pred letom in pol osvojil Slovenijo s svojim prvim celovečercem z naslovom Amen, Miran Rudan. Dobro jutro! Dobro jutro ali dober dan, glede na to, da smo že po 9. uri, gledam, tako imaš uro gor, tako da cel cel opazujem uro. Dober dan in dobro jutro. Bom rekel, danes prelepa Gorica v takem času zimskem. Malo sem že naredil kroga, enostavno bom rekel tako, da se nisem nikoli sploh odselil iz Gorice. Aha, nisi se odselil. Sicer pa po kolikem času na Goriškem? Bom rekel, mene v Gorici ni več 20 let, če smo čisti iskreni, ampak se še vedno, kadar zagledam tablo ali pa kadar brijem dol iz avtoceste ali to na Šempetrskem koncu ali pa tukaj, bom rekel, se počutam doma. Še zmeraj ostalo, bom rekel, 2, 3, 4, 5 dobrih prijateljev, tako da imajo lepe hiške, tako da zmerno reče, boš pri meni ostal, boš tam ostal. Tako da bom rekel, res se počutam, tako da lahko zbiram in vesel sem, naprimer, da zjutraj kakšno 7:30 spijem kavico v Perli, naprimer, ne? No, ampak glede na to, da si glasbenik, si bolj jutranja ali večerna ptica? A veš, da dejansko v bistvu, lepo, da sem me vprašal, nimam enostavno, tudi kadar se igra, naprimer, ne vem, do kire ure bi se jaz nekje okrog 9. ure, pa mogoče malo pred 9. uro bi bil jaz po koncu, tako da ti ne znam za odgovoriti, ali me to drži v spanc, potem, da bi zaspal mogoče kakšno dopoldan, ali pa mogoče, da bi dejansko v bistvu se sploh ne bi kaj takšnega zgodila. Sem potem normalno, da če ne prespiš, si zmatran, ampak mislim, da sem dokaj zgoden, tudi če bi zelo, zelo pozno, gledam pa tako, da se vse skupaj nekako konča na najlepši način, brez kakšnih čudnih substanc, pijač pa take, naprimer, in nekako mi to ratuje že zadnje. Da lepo zaspiš. Tako. Imaš budilko ali se kar zbudiš? Ker sam se zbudim. Danes sem rekel, moji dragi, da ne me malo zbudi, pa zvoni, pa sem se 15 minut prej, ko sem pogledal, rekel sem 6:40, da ne me dvigne praktično, ampak jaz sem že nekje 6:19 je bila urca, ker sem tako pogledal na telefonček, pa sem bil že po koncu. Ja. Kakšna jutranja rutina mogoče? Pa veš, da ne. Ne. Edino, kar je moja slaba rutina, da ne jem zjutraj skoraj nič, ali pa skoraj, bom rekel, in to je, bom rekel, slaba zadeva, sem pa kavoman, naprimer, ne, tako da je mogoče to ena napaka, nimam pa še problemov zaradi tega, da bi se kaj dogajalo z menoj, naprimer čudnega, ne, zaradi te kave, ampak drugo pa ne, naprimer, vsako jutro mi je, bom rekel, nekaj svetovnega, ne, rado sem človek, ki dejansko v bistvu uživa svoje življenje in pravim tako, samo enkrat se živi in naredi si iz tega življenja tvojega eno lepo stvar, tudi če včasih naporno. Ne? Lepa popotnica za nadaljevanje. Kakšno kavico ponudbo? Kavica z mlekom, malo več mlekca. Ja. Te dni predstavlja svojo novost z naslovom Hočem te. Še malo bo treba počakati, da jo slišimo v celoti. Miran, smo že na polovici januarja, imaš kakšno novoletno zaobljubo? Ja, dosti je tega, ne vem, če se mi bo uresničilo, ampak tako, kot sem prej rekel, ne vem, če sem to že v živo povedal, da uživimo to življenje, ki ga imamo edinega in probamo biti čim boljši in dejansko v bistvu čim bolj naelektreni zaradi tega, ker res ta čas nas glih ne pusti dosti počitka, naprimer, ampak enostavno na koncu tudi grde stvari, v grdih stvarih ali pa v tistih napolnih stvari je nekaj lepega noter. Tako da bom rekel, res probimo in bodite takšni ljudje, vse, kar bomo naredili prehitro, vse, kar bomo zamudili, vse bomo zgubili, ker enostavno ful se spreminja čas, včasih se je to leta, pa mogoče potem je bilo na 2 leti, potem je bilo že na 1 leto, zdaj pa se mi zdi, da se že vsaki drugi dan nekaj spremeni. Ne? Se pravi, bolj počasi. Bolj počasi, pa nekako po svojemu feelingu, pa bodite zdravi, v bistvu to je pa tisto največ. Zelo lepo. Evo, novo leto, kakšna slaba navada, ki jo bi želel rešiti tekom leta? Prej si omenil zajtrk. Ga boš dodal mogoče? Ne bom ga sigurno, ne bom ti obljubil, ker me boš potem držal naslednjo leto. Kako ve, ne? Ne bom povedal, ne, dosti je takih minimalnih, bom rekel, nič kaj takšnega ni, ne. Bom rekel, ne bom spreminjal sebe, ne bom spreminjal nič kaj takšnega, sem pa človek, ki dejansko v bistvu hitro pozabi tisto, kar se je zgodilo, ali pa da bi dejansko v bistvu bil ego moj nekaj, kar bi rekel, ratvalo ti je, pa nekatere stvari so uspešne bile mesec dni nazaj, pa lanskega leta vnotri. Nisem tak, grem enostavno z tokom naprej. Zelo lepo. In tukaj mogoče, samo da tega ne bi zamudil, to je moja obljuba, ajde, ne zgreši tega. Ja. Brez česa bi recimo težko zdržal en teden, evo?
Ful imam rad televizijo, ful imam rad novice, kašne, ki so dejansko v bistvu pa enostavno vse, kar se dogaja v mojem poslu, non-stop čekiraš, kaj je lahko boljše, kaj bi lahko ti prehitev, kaj bi dejansko v bistvu to. Pa v bistvu rad imam vse te vožnje, naprimer z avtomobilom, tako da bom rekel, jaz bom porabil sigurno ne vem kakšno kilometrino, glede na to, da predstavljamo nekaj novega, tako da pomeni, če me ni več v Gorici, praktično mi je to bilo s tako lahkoto in ko pridem, je to užitek mi je vožnja sama. A razen tega, da nimaš kakšno res slabo vreme. Ja. Tudi bom rekel, včasih zvečer, naprimer, opazuješ te stvari, ne da bi se opazil. Vsi drugi, ki z mano sedijo, reče, a si videl to? Ne, nisem videl tega, ker sem pozoren na to, ampak gledaš tisti tvoj zorni kot, naprimer, je takšen. Tako da bom rekel, upam, da se me bo to držalo še kar nekaj cajta, glede na to, da res glasbeniki naredimo ogromno kilometrov, čeprav je Slovenija majhna. Ker smo že pri slabih navadah, pred kakim letom smo tvojo ženo vprašali, katera je tvoja slaba navada. A se spomniš, kaj je rekla? Pa mislim, da je kar ene par. Ena je taka jutranja, ala. Ajde? Katera? Sem mislil, da bo zavrtel, ne spomnim se. Ja. Vece školka bila nekaj. Ajej. A res, pustim včasih posrano? Da polulaš ropo vece školke. Dobro, to je pa tudi res. A si se odvadil od takrat? Mislim, da ne. Bilo kaj bom rekel, zdaj se bom zlegal, pa bi bilo to brez veze. Da ja, Anita. Moja Anita. Ja, a je pokrov vece školke po enem letu pobrisan? Ne, ni. Še vedno ne. Aha, torej še vedno žugaš proti njemu. Proti njemu in proti obema tamalima. Ja. Torej, jabolko ne pade daleč od drevesa, ali kako? Tudi ta mala dva, ali kako? V bistvu sta blizu, ja. Ta se od očija navadila. Ja. Pišeta se tudi Rudan. Ja. Sicer pa povej nam, kaj želiš Miranu v letu 2026? Da naj naprej še dela tako dobro besedila, dobro glasbo s svojim bendom, tako do zdaj. Pa naj bo srečen. Ostani srečen. Hvala. Miran, takega te imamo radi. Hvala. Zdaj si me spet presenetil, nisem njo pričakoval. Sigurno sem pričakoval vse ostalo, še mogoče resnika prej. Ni še koncu daje. Miran, ko smo te poklicali pred Božičem, smo skupaj eno tudi zapeli in takrat si tudi omenil, da bomo letos dejansko Robinovci, tvoji back vokalisti. Ne morem verjeti, da ne veš, v kaj si se spustil, ne? Ne, vi ne veste, v kaj ste se spustili. Sicer smo pa skoraj pred enim letom skupaj zapeli tudi tole. Yes! Ja, Rudan Resnik šov, super smo se imeli, Suskat. Tu v prvi vrsti smo peli, je tako? Je res. Evo, kako ste drugače ti zbesedili? Zelo dobro, mogoče poškodba glave mi ga samo malo včasih odmakne vsa ta besedila, glede na to, da je to čista, bom rekel, ena takšna zadeva, huda poškodba glave, naredila, naprimer, meni že spet en taki določeno stvar, naprimer, ampak bom rekel, kar grejo lepo dobro, čeprav sem rekel, da ne bo tako velik ekran, nekaj si bom nabavil, da bom imel, če imam nekaj za ziher, da vem, da je skrito in da mi to pomaga, ne rabim pogledati, ampak samo občutek, da imam še nekoga, ki mi to pomaga, enostavno, drugače pa ne rabim tega, sem se pa mogel leta in leta učiti praktično. To pomeni, kar se pa tiče izražanja pa pisanja mojih besedil, glede na to, da vsi komadi, naprimer, ta lepi komadi so pod podpisom, v bistvu sem podpisan jaz in bom pa rekel, pa nimam težav, nekako zgodbe, naprimer, mi res lepo letijo, bom rekel, iz leve proti desni, ampak dejstvo je samo to, Slovenci imamo ful lep jezik. Ful imajo določene značaje, same črke, samo kako so sestavljene. Jaz se trudim, tudi pri novem komadu, zgodba je bila narejena, zabavil sem se pa 3, 4 ali pa bom raje rekel kakšnih 5 mesecev, da sem vse skupaj to zmotal na pravilen način. Takrat, kadar pa to ne dam jaz za testiranje, jaz dam šele pol za testiranje, ampak nekako mi uspeva, da vsakdo potem reče, pa porka duš, kako ti je pa to ratalo, pa ful je simpel in enostavno. Ampak mi bomo pa zdaj to testirali, ne? Suska, kaj si pripravila? Ja, pripravila sem nekaj besedil komadov, ki jih poješ. Ti boš pa mogel povedati naslov skladbe. Se sliši enostavno, ma včasih je lahko tudi kar zapleteno. Zdaj si me pa najdla, ja. Hvala ti. Si pripravljen? Ok, ajde. Gremo na prvi komad. Ajde. Mi manjka njena topla dlan. Zastaja mi dih pred njo. Boli me, a tega ne vem. Kaj bi to bilo? Vem, da je moj komad, ja, zdaj pa naslov.
Mi manjka njena topla dlan. Je težko, če ni zapeto, ne? Ja. Dej pravi zapet. Ne, ni šans, da zapoješ. Kako je, dej zapoj ti, dej. Kaj? Sandi. Manjka Njena topla dlan, zastaja mi dih pred njo. Boli me, A ne vem. Kako je naslov? Laure ni več. Nisem niti prvi, pa sem mislil, da je sentiš. Laure ni več. Hudiča. Pazi, zdaj bo mal težja. Vem, nocoj boš lepa, kot nikoli prej. Pridi k meni v sobo Vem. in potiho mi povej. Povem? Ja. Srečno novo leto, želim vam. Bravo! Evo, še zadnja. Ne bom pozabil, priznala si, da med nama ljubezen tli. Brez besed se poslovila si. Vem, zato nisi kriva ti. Katera je ta nekoliko starejša? Ja. Gremo v leto 98. Ja, in to album, v srce je najbolj prodajan album, Okej. odkar obstaja Slovenija. In katera je tam? Vse zaradi nje? Ne. Eno vino je. Ja? Naj vino tvoj. Ola. Ja, pa bomo dali točko. Svaka vam čas, dobra pora, dobra pinta. Nisem po mojem niti prvi, ni zadnji, ki bi lahko zgrešil. Pri Lauri sem bil 100%, mislim, pa še tako lepo si povedala. Sem rekel, to je en dober sentiš, čakaj, če malo starejši, mogoče ga tudi ne igram, ampak je ful zafrknjen. Čeprav bom rekel, prevod teksta italijanskega, ampak tisti prevod, ki sem ga že dubil, sem ga jaz sestavljal. Eden najbolj znanih, tukaj ne rabim še ekrana, da bi lahko pisalo, ampak jaz sem bil prepričan, da je to sentiš. Evo, in današnji jutranji VIP gost Miran Rudan, ki predstavlja svojo novost z naslovom Hočem te. Ja, kdo je tista oseba, ki je prva slišala to novost? Dobro, tukaj je bila, bom rekel, verjetno, da je bila Anita, potem pa takoj ena velika zadeva, glede na to, da moja mama ima 93 let, pa jaz to moram dati probat mami. Naprimer. Mama je pa zelo, če pogledamo, ali pa tisti, kateri si je pogledal film, mami, Laura, totalno mimo, ni variante, to je brez veze, da si dal. Medena, wow, tukaj sem jo pa že spet upozoril in ji dal z video spotom na ta veliki, na telefonu gor, pa je samo tako rekla, ja, v redu. V redu. Prav tisto uradniško, naprimer. Kako pa si ti bil kot otrok, recimo? Pa mislim, da ni bilo nič nobenega problema z menoj, glede na to, da sem edinček. Naprimer, se pa spomnim, da me imamo včasih tudi okrog mize. Mi smo imeli srednjevne sobe, smo imeli mizo, da smo lahko nismo imeli jedilnice posebej. In malo me je tudi včasih lovila gor, naprimer. Imam ta spomin, pa klečati sem tudi mogel, ampak to je bilo še. Mislim, da sem se potem kar izboljšal, naprimer, da sem bil bolj priden. Jaz se bolj bojim pri teh otrocih zdaj, kar se dogaja. Tako da mislim pa, da sem bil kar v redu. No, mi smo se pozanimali pri tvoji mami, Slavica Rudan. Kako otrok je bil Miran? Ja, spominjam se, da je bil priden, v šoli je bil tudi včasih bolj, včasih manj, ne? Se veste, kako je v šoli tu, ne? Ja, bolj manj, pri glasbi celo torej manj uspešen. Dva letnika, zaradi tega, ker sem šel ven iz pevskega zbora in enostavno Toršica mi po moje vzela na piko. Točno tako, do današnjega dneva. 3-krat sem jo vprašal, pa 4-krat v Krškem, ker sem jo srečal, zakaj je bilo tako, je rekla, zdaj pa nimam tega spomina. Ja, se ne spomne, ja. No, mama Slavica, kaj sporočate Miranu to jutro? Ja, da sem ponosna na njega, tako kot je vsaka mati na svojega otroka ponosna, ne? Kaj ti sporočaš mami v 94. letu, ne, letos? Ja. No? Da naj mama dejansko v bistvu ostane takšna, čim bolj vitka, čim bolj dejansko v bistvu vse skupaj, kar se tiče zdravja, tako da mislim, da bo preživela še ne vem koliko let, ampak mislim, da tudi meni je užitek. Jaz dejansko v bistvu smo v razliki 70 km in enkrat na teden vedno pridem v Krško k moji mami in bom rekel, da isti občutek imam tudi, kadar pridem v Novo Gorico, naprimer nekako domače se počutim, čeprav me tam tudi toliko cajta več ni, ampak mama je tista dejansko v bistvu res ena in edina, to pomeni, da upam, da bo še leta in leta, da bom jaz to lahko počel. Ne? In kot si povedal, hočem te novost, ki si jo napisal menda za Anito. Anita, je res skladbo napisal tebi? Ja, jaz upam, da za mene. Načeloma je rekel, da je to namenjeno meni, tako da upam, da ja.
skladba, ki jo je napisal v svoji Aniti. Jo, kako lepo je, res. Je res lepo. Kdaj boš ti dobila svojo skladbo? Ne vem, kam jo napišeš. Vse ima. Nekako se bom zmenil s tvojim, naprimer, da se to nauči na pamet in dejansko to je pel pod oknico. točno tako. Ne, doma bom. Hočem te. Pa se to ni nič katažnega praktično. In jo spet Če ne bo bude- dobro odpel, Ej. pa če ga boš ti ga poznaš dobro, potem je zmagal. naprimer. Okej. Ni važno, če je Rudan delal komat. Hočem te in jo spet ne bo 9 mesecev. Ne, potem bom dej, spet dej, eno ne, leto. ne. Jaz sem rekel, kdaj bo drugi, je rekla, napaka, kdaj bo tretji. Tretji, ja. Kaj pa zdaj? Kaj prihaja v tem letu? Kakšne so želje in tako naprej? Vse se pelje toku nasproti, naprimer to pomeni tako, kot boste vi hoteli, tako, kot bo hotela publika, tako bomo tudi delali, naprimer enostavno probamo biti čez dalje boljši, ne vem, če smo še lahko, v bistvu mi je pa ful izziv vedno mi reče par nekih komadih, ki so na novo narejeni, premaguješ samega sebe. In dejansko bom rekel, zaradi tega ti ne znam, bilo kaj ti bom rekel, me boš držal za besedo, mogoče čez 3 Vse zapišemo. Ja, v glavnem kratko in jedrnato bom rekel tako. Takšen bom, kot sem do zdaj, probal bom biti boljši, vi pa ostanete takšni, najboljši, kot ste vedno bili in vse najhujše preživeti vnaprej. Tisto, kar je pa bilo, pa dejansko v bistvu, včasih so dobre stvari, pa slabe stvari, ampak na koncu bom rekel, zaradi česa smo danes tukaj, zaradi tega, ker dejansko v bistvu gledamo en do drugega pošteno in pravično in še ostanemo zdravi in smo zmagali. Točno tako, hvala lepa za te besede. Miran Rudan je bil današnji jutranji VIP gost. Zaključujemo pa duet z Janom Plestenjakom. Takole, še kak duet letos mogoče? Ne, niti približno ne maram duete. Jan me je sicer prepričal, mislim, da je bilo lansko leto, ampak ajde, mogoče, malo glede na to, da sem imel uspešen koncert za Severino. Ni pa nobeč, ajde. Držimo. Adijo. Makej si šel, Radio Robi.